Sem Benjamin, mož in oče 5 infantov, ki odraščajo in ki me spominjajo tudi na določene stvari, ki sem jih v svoji mladosti raziskoval, pa tudi eno, ki me je še posebej ranila. To je bila pornografija. Pri 9 letih sem se namreč srečal z njo in potem me je zaznamovala v enem takem dolgem obdobju, v bistvu naprej preko dijaških, študentskih let in je dosti vplivala tudi negativno na marsikateri moj odnos. Danes mi evangelij dosti močno odzvanja v bistvu v 3 različnih pogledih. In sicer prvič v tej vlogi farizejev in pesmovkov, ker se velikokrat spomnim, koliko želim jaz potem ali zaradi opravičevanja sebe ali pa iskanja neke najboljše poti, samo da bo neka kljukica narejena, potem obtožiti nekoga in pokazati s prstom, glej ga, kako je on slab ali pa ni v redu, skratka v tem smislu. Potem drugič, tisto, kar se mi zdi se najbolj močno mene dotakne na tem čustvenem nivoju, je to, kako prešuštnica, ki jo pripeljejo k Jezusu, kako da živi eno usmiljenje, eno blagost, neobsojanje. In to se zdi, je bilo ključno tudi zame, da sem lahko prišel ven iz te zasvojenosti, da sem lahko potem zaživel z ženo en zdrav odnos, en iskren odnos in da je šlo tam naprej v bistvu potem tudi razdajanje naprej tega, kar sem prejel. In zato sem neskončno hvaležen. Tukaj je dosti močno vlogo igrala tudi teologija telesa, ki mi je pomagala prav pogled na celostni in pozitivni vidik spolnosti nekako komponirati, živeti v mojem življenju. In tretji pogled je tukaj pogled Jezusa, ki me vedno bolj nagovarja pa z tega vidika vzgojitelja, pa tudi očeta. In sicer v tem smislu Jezus ful jasno pokaže, kakšna je njegova drža do nekoga, ki je grešnik, ki je vidno grešnik, ki je označen tako z družbe kot nek slab človek. Ne? V bistvu gre prvič za to, da reče, tudi jaz te ne obsojam. Pa se mi zdi Jezus, ki ima največ pravice za to, da bi obsodil nekoga, ki je grešil. In drugič, da mu reče, pojdi in ne greši več. In tukaj se mi zdi tako vedno znova tudi zame, ali ko srečujem ljudi, ki imajo občutek grešnosti, ki delajo neumnosti, tudi ne nazadnje v odnosu do samega sebe, ali pa pri vzgoji me nagovarja o tem, kako v bistvu pristopati do nekoga, ki ga polomi na neki ravni. Še toliko bolj čustveno nabito in težko doživljamo področje spolnosti, se mi zdi, in to je tudi področje, ki je danes del evangelija, ampak ful te jasne Jezusova navodila. Ne obsojam te, prvič sprejeti si tak, kot si, ljubljen si, točno v tem, kar si. In drugič, ne ostavi se samo pri tem v smislu, vseeno je, kar delaš, ampak za naprej eno spodbudo za bolj čisto, za bolj polno, za bolj srečno življenje. Pojdi, ne biti pri miru in ne greši več. In to sem želel podeliti s tabo danes, tako da te spodbujam tudi k temu, da preveriš, katero osebe tebi ustreza oziroma nagovarjajo danes v tem evangeliju, predvsem pa, da si blag, usmiljen do sebe in da prisluhneš Jezusu, kaj ti danes govori.